Besede niso dovolj, akcije so potrebne, kaj ne? In o teh nam bo spregovoril naš zadnji govorec. Kot smo že napovedali, je z nami Boštjan Videmšek, novinar in avtor knjige Plan B, ter pa tudi ambasador Evropskega podnebnega pakta. Boštjan Videmšek je dolgoletni novinarski poročevalec iz kriznih žarišč in sodelavec številnih tujih časopisov, revij in pa spletnih portalov. V zadnjem obdobju se je začel posvečati obnovljivim virom energije in njihovim možnosti za upočasnitev podnebnih sprememb. V ta namen pa potuje po vsem svetu, ter se seznanja s primeri, ki delujejo v praksi. Boštjan, pozdravljeni, v čast in zadovoljstvo nam je, da ste danes z nami in se že veselimo vašega pogleda na vse, kar je bilo danes povedano, kako izobraževanje odraslih vpliva na zeleno preobrazbo družbe. Izvolite. Pozdravljeni vsi skupaj, upam, da je po tem dolgotrajnem zoomiranju ostalo še kaj pozornosti. Zoom utruja veliko hitreje kot druženje. Ko ste prej rekli, od besed k akciji, v bistvu to pa bi najraje molčal. Ampak tisto, kar je povedal Kris, to, kar je povedala Mateja, je v bistvu tako navdušujoče, tako inspirativno, da sem si sproti ustvaril nove primere za svoje nadaljnje raziskovanje. Začel bi pa, oziroma glede na to, da se skupaj končujemo, bi zelo preprostim uvodom. Glede na to, da sem približno 25 let, mogoče malo manj poročal iz vojn, iz takih ali drugačnih. In glede na to, da se večina izmed teh vojn, predvsem tistih, ki so se začele po letu 2001, po 11. septembru, še ni končala, torej trajajo še danes. Torej so tako imenovane večne vojne, se je na nek način tako osebno kot profesionalno nakopičila neka frustracija, travma, nezadovoljstvo, v bistvu tudi nemoč, ker je moje novinarsko delo, lokalno, regionalno in globalno, v bistvu predvsem preko tako vojnega poročanja postalo precej obsolentno, ne bom rekel nepomembno, ampak brez nekega oprijemljivega impakta, učinka. In seveda je za to delo potrebno tudi, da si blago nor, da imaš nek dodaten odstotek poguma in manjko strahu, in se to je izginilo s procesom staranja. In v bistvu že tam od leta 2004 naprej sem opažal od Darfurja, recimo, pa potem pri vseh bližnjevzhodnih vojnah, da v bistvu gre za nekaj novega. Da gre za, oziroma beseda novo, ki mogoče ni najbolj ključna, da konflikte poganja nekaj drugega, da to niso klasične vojne držav proti državi, da konflikti postajajo vedno bolj asimetrični z manj državnimi igralci in da v bistvu eno glavnih vodil postajajo podnebne spremembe oziroma njihove zelo radikalne posledice v prostorih, krajih, od koder sem poročal. In tukaj in zdaj glavnina, velika večina oboroženih konfliktov poteka tam, kjer je najbolj suha, najbolj vroče in kjer so posledice podnebnih sprememb najbolj radikalne. Seveda je to ponovadi obratno sorazmerje z emisijami toplogrednih plinov, ki jih te kraji proizvajajo. Gre za Sahel, gre za Severno Afriko, Bližnji vzhod, dele Srednje Azije in tako naprej, tudi dele subsaharske Afrike. In zaradi nemoči, da v bistvu s svojim delom lahko kaj spremenimo v preomenjenih večnih vojnah, kaj drugega je cilj kot ustaviti konflikt, sanjamo nemogoče od rojstva naprej, so se s fotografom Matjažem Krivicem že pred enimi dobrimi 5 leti odločila, da nekako spremeniva kurs, neko pot najnega dela. Prej so večino vojnih časov preživela skupaj s fotografom Juretom Erženom in sva z Matjažem krenila na pota tako imenovanega, jaz temu rečem, konstruktivnega žurnalizma, konstruktivnega novinarstva, ki več ne opisuje le posledic, ki sicer ponuja kontekst, razlaga, interpretira, ampak se na podlago znanja, izkušenj, terenske prisotnosti, vedenja, permanentnega študija in refleksije ter samorefleksije osredotoča na ne samo izobraževanje, ampak javnosti, ampak tudi ne samo javnosti, tudi političnim akterjem, poslovnim igralcem in tako naprej, lokalno, regionalno in globalno ponuja rešitve, neke vrste manual, priročnik, navodila za uporabo. Zdi se mi, da v času patološko razpršene pozornosti, v času neposredne diktature asocialnih medijev, ko je naše delo, novinarsko delo in tudi veliko
velik del humanističnih znanosti, pa tudi znanosti nasploh postaja vedno bolj obsolentno v diktaturi, ne na podlago ničesar, ponavadi popolnega idiotizma in kretenizma, je težko konkurirati in biti, kako bi rekel, kljub možnosti javnega diskurza v javnosti tako učinkovit, da lahko ponudiš rešitve, ne. In se mi zdi, da pač pri nas bolj izkušenih ali pa angažiranih novinarjih mogoče posedujemo presežek neke energije, ne, ali pa še vedno idealizma, se zdi, da sem prepričan, no, da je nekako kategoričen imperativ, da ne ponujamo samo vprašanj, da ne opisujemo zgolj posledic, ampak da pač ponujemo, kot rečeno, tako odgovore kot zelo neposredne rešitve. In v luči tega omenjenega naštetega so z Matjažem po domače rečeno odšla na pot okoli sveta in v planu B, ki ni samo knjiga, je tudi nek tak odprt, dolgoročen projekt, ki ga seveda zdaj še nadaljujeva. Začela iskati primere delujoče, nikakor ne znanstveno fantastične ali pa morda nekaj obeta, pa bomo videli, ne, ampak res delujočih praks spopada s podnebno krizo po vsem svetu. Podnebno krizo razumevam kot ključno, največjo frontno črto ne le človeštva, ne, jo razumevam kot nekaj, kar nosi v sebi jedro konflikta, kar nosi v sebi jedro vsega, kar smo, ne, in v bistvu se za tega del lotevam tudi s podobno metodologijo, ne, kot sem se loteval recimo vojnih zgodb, pa ne temeljijo na osebnih zgodbah, seveda na terenski prisotnosti, na iskanju vzrok in posledic, predvsem pa na iskanju nekega algoritma, ne, na iskanju skupnih imenovalcev. In zdaj pač po vsem slišanem danes, ne, bi rad zelo na hitro strnil tisto, kar se mi zdi mogoče najbolj pomembno, pa je redko opaženo, redko izpostavljeno, še več redko zaznano, ne, v pogovoru o podnebnih spremembah, krizi in reševanju oziroma spopadanju z le-temi. Najboljši primeri, ne, to je pač stvar najine raziskave, morda je, mogoče temu reči tudi drugače, ne. Spopadanje s podnebno krizo, ne, ki sva jih našla, se nahajajo tam, kjer so posledice podnebnih sprememb že izrazito močne, ne. Tam, kjer ljudje praktično niso imeli veliko izbire, ne, so se morali soočati z posledicami, odreagirati, ne čakati na oblasti, na pobudo od zgoraj, na, kako bi rekel, na nevidno roko trga, na karkoli že, ne, ali pa nevidno roko nevidne sile, ne, ampak so pač morali vzeti usodo v svoje roke. Ne? In to razumem v kontekstu nekega mnenja, no, ameriškega psihologa, velikega psihologa Daniela Kahnemana, ki je zelo lepo strnil naš v oklepaju ne odziv na podnebne spremembe, v smislu, da človeštvo kot tak ni evolucijsko omrežen za spopad z grožnjo, ki ni zares neposredna, ki ni zares tukaj in zdaj, ne. In recimo v geografsko malo bolj privilegiranih okoljih, ki kljub resnim grožnjam in že učinkom podnebne krize, recimo Srednja Evropa na čelu s Slovenijo je, ne, se na to, da recimo še nimamo vode do vratu in se temperature še niso dvignile v povprečju za 3 stopinje, odzivamo počasi, prepočasi in zaradi tega, ker v bistvu to resno, totalno, končno, ultimativno življenjsko grožnjo razumemo še precej abstraktno, ne tako, kot da proti nam na cesti drvi tovornjak in bi refleksno odskočili, tako, kot da bi, na primer, če bi bili v živo, kateremu koli izmed nas nekdo porinil prst proti očesu, pa bi oko zaprli, če ne celo stopili nazaj, ne, ker bi namesto nas reagirali refleksija, ne. In na podnebno krizo kot tako, ne, se po mojem mnenju niti slučajno ne smemo odzivati z refleksij, ker bo zato prepozno. Potrebujemo izrazito refleksijo, ta pa v družbi, tu kot marsikje druge, neverjetno prisotna zgolj v drobtinicah. To je eno, pač neposredna grožnja in soočenje z ljudmi. Drugo je, da so se resnično, po najini poti, kar so spoznala druga alineja tega algoritma, ali pa drugi skupni imenovalec mogoče je, že delujoče skupnosti, v katerih je prevladovala solidarnost, ki so imele ogromno nekega
delujočega družbenega tkiva, v katerem ni bilo močnih hierarhij in kjer je bilo mogoče hitro, učinkovito, sistematično in z bolj ali manj konsenzom priti do hitrih rešitev. Tam, kjer ni veliko birokracije, kjer uradniki in pravo nimajo ultimativne, tako rekoč dogmatske božje teološke moči. Tretje, kar so ugotovila, je seveda, da je nujen, in tukaj moramo biti pač zelo jasni, nek posloven talent, brez sramno prijavljanje na razpise. Tam zunaj je in v naslednjih letih bo še toliko več, enormno veliko denarja, nikoli več v zgodovini, za recimo zelene projekte. In kljub temu seveda, da je ta denar bolj ali manj helikopterski, in nekoč nekje bo za njim se zrisal dolg, predvidevam, javni. Pa vendarle to je zgodovinska priložnost, edinstvena, ki ne gre zanemariti. Tako v Evropski uniji, kot v Združenih državah obstaja pač momentum in moment, da se ta denar izkoristi za prave, pravične namene, za pospešitev zelenega prehoda, če obstaja ob tem seveda velika možnost, da ta denar ugrabi nekdo, ki se izrazito bori za status quo in prebarvanje črnega z zeleno barvo, ki bo zelo hitro odpadla. Tretja oziroma četrta alineja je, da brez nekih naravnih voditeljev, brez nekega driving force, gonilne sile v skupnosti preprosto ne gre. Povsod sva odkrila v vseh zgodbah, v teh prvih 11 poglavjih knjige, recimo, ljudi, ki so v imenu skupnosti, povedano malce po domače, v imenu celega razreda, pripravljeni tvegati, se izpostaviti, iti naprej, in ne razmišljati zgolj konsekvenčno samo o sebi, in uporabljajoč prvo osebo množine. In od vseh primerov, ki so jih izpostavila, je v bistvu pri tem še nekako najbolj jasen primer, tudi nam mogoče najbližje, emocionalno, če ne drugače, tudi geografsko na nek način, primer prvega energetsko samopreskrbnega otoka v Sredozemlju, dodekaneškega otoka Tilosa. Otok je spomladi 2019 postal samopreskrben s pomočjo hibridne sončno-vetrne elektrarne. Ampak ko smo prej govorili o financah, ki so tam zunaj na voljo in kako so lahko pač malce patetično rečeno ugrabljene, podobno velja za tehnologijo. Če je tehnologija, te je tam zunaj dovolj, da bi lahko že zdavnaj ustavili tok, bi rekel, uničujoči tok naših življenj. To ne pomeni, da bi ustavili, ampak zgolj omilili podnebne spremembe, te same po sebi so nezaustavljive in tega se moramo jasno zavedati in ne igrati, bi rekel, božje vloge. Če je tam zunaj samo tehnologija, je to vedno prazna šporka, ki jo lahko napolni kdorkoli. In tehnologija, ki je ugrabljena strani, bi rekel, tehnokratov, zelo hitro se lahko spremeni v tako drugačno orožje. Predvsem pa nima nobene družbene vloge. In Tilos je primer, in mnogi drugi tudi, Islandija kot država, Orkneyski otoki kot primer pomorske energije, naprimer in tako naprej. To se je predstavljeno v knjigi, ampak rad bi vztrajal na Tilosu, ki se mi zdi res case study desetletja, ampak res desetletja. Ko je najprej prišlo do, kako ne rečem, paradigmatske spremembe na ravni družbe, na ravni političnega in tudi ekonomskega razmišljanja, predvsem pa delovanja. Ta otok je bil v 70-ih letih stalna demografska, socialno-ekonomska katastrofa. In ob padcu fašistične vojaške hunte, konec leta 1975 v Atenah, se je v Grčijo lahko vrnil šele v Rimu sveže izobraženi zdravnik dr. Tasos Aliferis. In kot mladi zdravnik je bil z ducatom drugih sveže diplomiranih zdravnikov v tujini seveda povabljen k novo zapriseglemu predsedniku vlade Andreasu Papandreou, in ta je skupino mladih zdravnikov vsakega posebej vprašal, ki bi radi služili svojo zdravniško prakso. In Tasos, ko je vrsta prišla nanj, je izstrelil pač na Tilosu legendarni stavek, pošljite me nekam, kamor ne želi nihče. In
postavljali Tilos, ne, kot posledna izbira, kot dobesedno Vukojebina, ne. In ta so se odšel na Tilos, se ostavljajo, kot se reče, zgodovina, ne. Prišel je na otok, kjer so živeli večinoma stari ljudje, lotil se je kot zdravnik, bi rekel, kirurško precizno načrtovanje zgodovine, ne. Ne pozabimo, govorimo v koncu 70-ih let, ne, v neki čist drugi paradigmi, čist nekem drugem času, v koncu tudi nekih drugih vrednotah in tehnologijah, ne. In po obnovi antičnih poti, po prepovedi lova, po izvedbi prve istospolne poroke, konec koncev na otoku, leta preden so istospolne poroke v Grčiji postale legalne, potem, ko je v bistvu namenoma otok sprejel odločitev, da bo v bistvu turistično deloval samo za določeno, kako ne rečem, malce bolj zahtevno, tiho, umirjeno, nikakor na all inclusive navajeno skupino turistov, ne. Ko se je otok odločil tudi za čim bolj s prehransko samooskrbo, ne, so stvari na otoku stekle, ne, in začeli so se preseljevati mladi ljudje, začeli so se odpirati nova podjetja, otok je postal malce bolj prepoznan, ne, in seveda so naraščale tudi energetske potrebe s tem, ne. Otok je bil odvisen od podmorskega daljnovoda, ki iz bližnjega kosa dostavlja električno energijo, proizvedeno s premogom in dizlom v termoelektrarni, kar je, če to rečem na glas, se mi zdi, da bi bil totalno zakajeni sobi, zakaj bi človek potreboval termoelektrarno na mediteranskem otoku. To se mi zdi tako paradoks, gnusen, nagravžen, ogaban, ne, pa še vedno ta termoelektrarna deluje brez kakršne potrebe, če sem že pri tem, ne. In zaradi energetskih potreb, seveda gre tu pač za klasičen oportunizem, ne, so se na otoku odločili, da tudi seveda bodo začeli razmišljati o energetski samopreskrbnosti, in ta se je jasno pojavljala v obliki presežka v resnici, ne samo dovoljšne obnovljivih virov energije na čelu s soncem in vetrom. V bistvu se je to po naključju ali ne, jaz sem prepričan, da nikakor ne po naključju, ne, poklopilo z, ko ne rečem, mojim prvim obiskom otoka leta 2017. To je bilo v bistvu po vrhuncu odkovanja begunske krize, ki je to sintagmo, recimo, no, lahko uporabljamo v Grčiji, v Evropski uniji, pa niti slučajno na Evropski uniji nikoli ni bilo begunske krize, ne. Bila zgolj kriza Evropske unije. In Tilos je tudi tam deloval, kako ne rečem, samopreskrbno, povsem ločeno od grida, od ustaljenih poti, ne, samo svoje, ne, samorastniško, in je ljudi, ki jih je na otok naplavljalo, ne, begunce, ki so prihajali s čolni iz bližnje Turčije, ne, Tilos nikoli ni bil na njihovih zemljevidih, pač pa drugi otoki, in tisti, ki so prišli, ki jih je dobesedno vrglo na Tilos, so bili v bistvu brodolomci in so bili še v bistveno slabšem psihofizičnem stanju, kot ljudje, ki so prihajali na druge otoke, ki so bili na njihovih zemljevidih. In na Tilosu so te ljudi sprejeli kot, ja, ljudi, kot so ljudi, ne kot grožnjo, ne kot nekoga drugega, ne kot praktično sovražno vojsko, kot je to počela Evropska unija in to počne iz dneva v dan stopnjujoče se v svojem rasističnem, ksenofobnem in šovinističnem tonu in politiki še vedno, ne. Te ljudje so po parih dneh dobili službe na otoku, v turizmu, v gostinstvu in tako naprej, tudi drugje. Številni otroci so bili zelo hitro v šolah, našli so arabske učitelje med begunci in tako naprej. V bistvu samo ena beseda, ki je odmevala povsod in mi odmeva v misli na Tilu še danes, dostojanstvo. To je res radikalna oblika humanizma, ki se mi zdi rešitev za vse ključne probleme človeštva, torej, ali rešitev obstaja, ne. In dolgo leta sem se ukvarjal pač ob vojnem poročanju, seveda tudi z begunskimi migrantskimi zgodbami, obšel vse mogoče poti fizično, ne. In na Tilu sem se odpravil pogledati primer, recimo, te pozitivne prakse. In ko sem delal to zgodbo, ne, sem naletel seveda tudi, takrat sva z Matjažem že raziskovala primere pozitivne prakse, spopada s podnebno krizo po vsem svetu, sem naletel tudi na zgodbo prvega samopreskrbnega otoka, ne, in sta se te dve zgodbe poklopile.
In kar hočem izpostaviti je, da, da je že obstajala sprememba socialne paradigme, da je obstajala pripravljenost na spremembe, da je obstajala skupnost, da so obstajali posamezniki in tisti, ki so ga kasneje nasledili, ki so zgodbo svojo in ne le svojo potegnili naprej. Ne? In na drugi strani je pa obstajal seveda poslovni talent in tehnologija, ki so jo s pomočjo grških univerz, nemških znanstvenikov in evropskega denarja pomagali razviti in spomladi 2019 se priključili svojo sustainable zeleno energijo na grid. In danes je Tilos, bi rekel, še toliko bolj uspešen in spomladi naslednje leto bo postal tudi prvi otok v Mediteranu, v Sredozemlju, kjer bo veljala zero waste policy in ne bo ene kante za smeti ali pa enega odlagališča smeti več na toku, recimo. Ne? In to se mi zdi, glede na to, da je mali otok, da niti slučajno ni bogat, da ima nobenih, kako bi rekel, neverjetnih specifik, recimo, ne vem, pač kot geotermalna energija na vulkanski Islandiji, recimo, ali pa izrazit veter, plimovanje in visoki valovi na Orkneyskih otokih, ki so pač seveda idealni za proizvodnjo pomorske energije, tokrat pozabljene energije prihodnosti, to je res naslednja velika stvar, je Tilos tukaj in zdaj primerljiv s celotnim Sredozemljem in še več aplikabilen, mogoče ga je copy-paste po domače na praktično res vse, praktično brez izjeme vse mediteranske otoke in seveda ne le na otoke. Ne? In v svoji aplikabilnosti je postal tudi prepoznaven in zaradi tega prejel tudi vse mogoče nagrade za svoje energetske projekte. Ne? In ne, to ni znanstvena fantastika, da to je delujoča sprememba, ne? In mogoče se z opisovanjem Tilosa že ponavljam, ampak se mi zdi, da v bistvu je nujno, ne, da v tej neki alienaciji javnosti, še posebej je monokromatika ene same teme, korona krize v zadnjega leta in pol v bistvu pozornost preusmerila, je še težji k javnosti, ki je tesnobna, nervozna, še bolj zaprta za štiri stene, še bolj anemična in še manj občutljiva za dogajanje po svetu, nasprotno celo razvija, vsaj po mojih izkušnjah, neko averzijo do drugega, drugačnih še bolj intenzivno, ker se prvič v zgodovini s prihodom koronavirusa v moderni zgodovini razume kot center sveta, to se dogaja vsem nam, tudi meni, Bog me kako nagražno, je v bistvu vprašanje podnebnih sprememb še toliko težje javno skomunicirati in v bistvu dvigati zanimanje, celo angažma pri javnosti. Tudi zato sem prej govoril o konstruktivnem žurnalizmu in o tem, da je tukaj in zdaj treba ponujati res rešitve in ne opisovati katastrofičnih scenarijev, te poznamo. Seveda pač ne govorim temu, da je treba lagati ali pa karkoli zadrževati, vse je treba postavljati ves čas tukaj in zdaj v kontekst. To, da brez konkretnih rešitev tukaj in zdaj, ki jih lahko ponujamo tako političnim voditeljem, elitam, poslovnim liderjem in jasno širši javnosti, ne bo premika. V tem kontekstu se mi zdi primerno omeniti ameriškega publicista, pisca Michaela Manna in njegovo zadnjo knjigo The New Climate Wars, v kateri, ki seveda to ni ne sledi dobesedno naslovu knjige, v kateri nekako poudari tisto, kar bi ves čas poskušal poudarjati tudi sam. Na predstavitvah knjige tako tujini, kot doma, zelo velikrat, praktično vedno naletim na vprašanje, ki me naredi zelo živčenega. In to se mi dogajalo tudi pri vojnah ali pa pri begunskih zgodbah, pri prejšnjih knjigah. Kaj lahko naredim jaz kot državljan? Kaj lahko naredim jaz kot državljanka? Ko to rečem na glas, postanem jezen. Najprej se izobrazi, sledi, angažiraj se, če si tu, pa si prišel poslušati v knjigi, potem že imaš neko znanje. Nisem jaz tukaj zato, da posameznika ali pa mi, ki to spremljamo, da skrbim za premike posameznikov. Za premike posameznikov skrbimo sami. Ampak tu je velik catch. Zajeban catch, nevaren catch. Če se pozornost, to govorim v kontekstu preomenjenega Michaela Manna, če se, ne samo pozornost, če se težišče
spopada s podnebno krizo, podobno je tudi pri drugih stvarih, prenese na posameznika, ne, kot se je to v Združenih državah v primeru tobačne industrije, v primeru proizvodnje sladkih, karbonatiziranih pijač in tako naprej. Ne, veliko je primerov te prakse, da ne bi v industriji fosilnih goriv. Potem ta posameznik, kdorkoli to že je, vsakdo izmed nas je eden izmed teh posameznikov, posameznic, hitro znajde v neki hudi krizi, ne, zdi se mu, da ima na ramenih hudo, totalno breme, da je vse skupaj nekako overwhelming, da je preprosto preveč, da bi to lahko zdržal, da bi se odzval, in namesto, da bi rekel, se v njemu angažiral ali pa zbudil potencial aktivnega državljana, ta postane pasivno aktiven, zato ker je teža prehuda in ga ta nevidna teža in v bistvu sili k tlom in ustvarja to, čemur se zdaj ponove reče tesnova podnebne krize, ki jo je zaznati predvsem pri mlajših generacijah. Ne. In to izhaja iz boja za status quo v resnici. To omogoča korporacijam, največjim emiterjem emisij, da v bistvu še naprej igrajo svojo vlogo. To v bistvu omogoča tudi greenwashing, predvsem pa z tako malim odkupovanjem odpustkov, tako rekoč v nekem religioznem konceptu, državljane z eno samo gesto ali pa z blago spremembo potrošniških navad dal vlogo v bistvu nekoga, ki se je odkupil za vse svoje, seveda ničkolikokrat višje grehe in tistega dneva naprej lahko živi z lažjo dušo. To se mi zdi strašno nevarno. Podnebna kriza nima meja, podnebna kriza ne pozna družine, podnebna kriza ne pozna posameznika. To je tako prekleto, tako zajebano, tako smrtno nevarno večje od nas, da je možen zgolj spopad kot skupnosti, ne le kot skupnosti. Zdaj prihajam do tistega ključnega trenutka. Najlažje je obstoječim modelom ali pa praks spopadanja s podnebno krizo gledati v zobe. Najlažje je podobno, v resnici čeprav ima to svoje sentimente in sentimente, negativne, opisovati tragedije, kot sem rekel. Ampak ta, kako bi rekel, vojna, ta konflikt, ta ključna bitka civilizacijska in bitka za ekosisteme in biodiverziteto je tako ključna, tako pomembna in tako težka in tako jebeno se mudi, da si v njej nimamo pravice, kaj šele možnosti izbirati zaveznikov. Hvala. Hvala, gospod Videmšek. Ja, tako nekako smo zaokrožili, kar smo že na začetku povedali, torej, da ne potrebujemo zgolj transformacijo posameznika, ampak res preobrazbo družbe in ta preobrazba družbe v zeleno je potrebna čim prej, že včeraj, ali pa predvčerajšnjem, če bi se dalo. Tako smo nekako prišli na konec. Zaključne besede bom predala Zvonki. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Hvala lepa, Patricija, in še prej Boštjan. Ja, tudi jaz bi najraje zdaj kar umolknila, ker ni skoraj več kaj dodati ob teh velikih besedah, s katerimi si Boštjan zaključil, tako zelo odločno. Hvala, res. Rada bi se pa kljub temu zahvalila tebi in Matjažu, ker hodita tja, kamor nihče ne gre rad. Podobno kot tale zdravnik, ki je šel na Tilos in ker o tem ne le poročata, ampak ponujata rešitve in iz malih zgodb pomagata vsem nam delati veliko zgodbo, to veliko zgodbo zelenega prehoda. In hvala tudi, da si nas opomnil, da nismo bogovi, da smo samo čisto navadni ljudje. Ampak nekje danes tekom dneva smo slišali, da so vsi odgovori pri človeku, pri živalih, pri rastlinah, pri naravi, torej in prisluhnimo jim, prisluhnimo tudi drug drugemu. Dolžna sem povedati, da mi vsak forum EPO zaključimo s pogledom nekoga, ki gleda širše od nas, ki smo zavezani po strokovni plati, se pravi izobraževalcev odraslih, pa danes imamo vse te nevladnike, ki že itak gledajo tudi zelo široko, ampak mislim, da smo vsi ogromno pridobili s tem Boštjanovim zaključnim nagovorom.
Tukaj so odgovori v tem pogledu širše na vprašanja, zakaj se nam nekaj dogaja oziroma zakaj se nam še ne dogaja, čeprav mislimo, da delujemo v neko smer in da nekaj spreminjamo. Ja, ta naš dogodek mislim, da je bil odličen in seveda bomo vse, kar se je dogajalo, prikazali na spletnih straneh tega našega 3. foruma. Zelo dragocena nam bo vaša povratna informacija, mi bomo v sporočilu, ki ga bomo poslali vsem udeležencem, poslali tudi povezavo na anketo. Prosim, odgovorite, ker nam dajete potem izhodišča za naslednje 3 dogodke. Tudi ti bodo zelo zanimivi, čaka nas razmislek, refleksija, torej ne refleksija o starajočem se prebivalstvu, o vključenosti in dejavnem državljanstvu, to smo že danes tudi naslovili, še bolj bomo šli v globino, in o prihodnosti dela. Delo se zelo spreminja, govorimo o trajnostnem delu. Na nedavni konferenci Ministrstva za delo je bilo to izpostavljeno. Gradiva lahko pričakujete na spletni strani v roku 1 tedna. Tukaj imam Darjana in Francija, ki sta tehnična podpora, zvesta tehnična podpora na vseh teh forumih in kar v njunem imenu tole obljubljam. Ja, nič. Še en tak apel, ki ga je že Patricija izrazila, izobraževalci odraslih smo tukaj, smo pripravljeni skupaj, ne sami, skupaj z vsemi drugimi partnerji, mogočimi partnerji v tem silnem poslanstvu, stvari spreminjati na bolje v okviru okvirčkov seveda, ampak naj ne bodo to samo projekti, naj bo to naš vsakdan zasebno in strokovno gledano. Hvala lepa. In Patricija, verjetno ti želiš izreči iste besede. Hvala in vse dobro. Tako, hvala še z naše strani. Veselje mi je bilo sodelovati z vami in hvala seveda vsem govorcem, ki ste si tudi v teh zanimivih časih vzeli čas in kljub Zoom utrujenosti bili z nami do konca. Seveda tudi vsem hvala, vsem obiskovalcem in se vidimo kmalu. Srečno. Hvala. Enako, vse dobro. Hvala, srečno. Srečno. Hvala tudi za vse prispevke v klepetalnici. Bravo.